Mi sta zdaj politična analitika Igor Lukšič in Peter Gregorčič. Dobro večer obema. Začnimo s poročilom, ki je staro malce več kot 2 uri in sicer prišlo iz Gibanja Svoboda. Poziv skupni listi Nove Slovenije, krščanskih demokratov, SLS-a in Fokusa k spoštovanju volje ljudi izražene na letošnjih volitvah, v katerem ponovno pozivajo listo NSI-ja, se pravi Fokusa in SLS-a na ponovno sodelovanje pri sestavljanju vlade in zapisali so, volivke in volivci so jasno izrazili, da si ne želijo ne izključno desno-sredinske, ne izključno levo-sredinske vlade, temveč si želijo povezovanje in sodelovanja. Kako gledate na ta poziv? Ja, najprej bi rekel takole, če bi Robert Golob v dobri veri razumel sporočilo volivk in volivcev, bi najprej na pogovore povabil drugo največjo stranko v tem sklicu Državnega zbora po volitvah, to je stranka SDS, ker tega ni storil, izvaja neke vrste pritisk na Novo Slovenijo, ki mu očitno ne bo uspel. Namreč Jernej Vrtovec se je pred volitvami zelo jasno opredelil za stran, to je tudi sedaj večkrat ponovil in nekako ne verjamem, da bi Nova Slovenija kakorkoli sodelovala pri potrjevanju Roberta Goloba za mandatarja ali pri sestavi levo-sredinske vlade. To bi bil za njo, glede na pozicijo in rezultat, ki so ga dosegli, tudi verjetno pogubno. Nova Slovenija se zelo zaveda, bila je že izven parlamentarna stranka. Po drugi strani pa prav tako ne verjamem, da bi se SD pridružil desno-sredinski vladi in ko postavimo to matematiko, imamo na levi strani nekako na desni strani 3 stranke s 43 glasovi, na levi s 40 glasovi in mislim, da je tisti, ki bo odločal, kdo bo mandatar, Stevanović in Resnica. Zakaj? Zaradi tega, ker nekako zdi se, da tukaj so se stvari začele mehčati. Stevanović je že spremenil retoriko. Robert Golob mu je ponudil izvenkoalicijsko mesto, kot je tudi on ves čas zatrjeval, da v vlado ne gre. S tem mu je pustil možnost, da nekako izpolne svojo zavezo volivkam in volivcem, da ne bo šel ne v vlado Roberta Goloba, ne v vlado Janeza Janše. S 5 glasovi pride Robert Golob na 45 glasov in potrebuje zgolj prepričati še enega od 2 poslancev, se pravi manjšin. In v tem primeru lahko postane mandatar. Se strinjate s tem in kako vi vidite ta zadnji poziv in seveda tudi dejstvo, da Robert Golob že od vsega začetka vabi na sestanke Novo Slovenijo, kot da ne želi slišati tisto, kar Nova Slovenija ponavlja že od vsega začetka, ko so bile volitve končane, mi ne gremo v vlado z Gibanjem Svoboda, ker imamo preveč različne vrednote. Ta začetek, ki ga je uprizoril Robert Golob, se pravi prvi dan po volitvah, je bil preveč vehementen glede na situacijo, v kateri se je znašel. Tako je izločil SDS, zdaj je izločil še Resnico, v drugem tednu, se pravi vsak teden, koga izloči, ni pa še izločil Nove Slovenije, ki se je že sama izločila. Torej, tu govoriti o vladi narodne enotnosti, potem, ko si ti izločil najprej približno 1/3 poslancev, pa zdaj še dodatno 1/5, oziroma se skupaj, in je to zdaj problem, ki je nerešljiv. Zdaj, mogoče on ima predvidene korake, se pravi Robert Golob, kako misli delati naprej, ampak tole, kot se jaz poznam na zadevo, ne pelje v to, da bo ta vlada kdaj sestavljena. Zakaj ne po vašem mnenju in kot se vi spoznate na zadevo? Zaradi tega, ker je princip izločanja, a hkrati pa retorika narodne enotnosti. In zdaj, kaj bo še sledilo? Poglejte, jaz sem že takoj v začetku napovedal, ker se ne pogovarja z Janezom Janšo, bo Janez Janša čezdalje bolj izrinjen in bo igral svojo vlogo. On bi moral preprečiti Janezu Janšu, da igra predvidljivo vlogo. Golob se obnaša tako, da omogoča vsakmu, da igra vnaprej predvidljivo vlogo. In to za nekoga, ki hoče sestaviti vlado, potem, ko nam, veste, po volitvah nam volilno telo razpade. In predsednik vlade ali pa možni mandatar je tisti, ki je prvi zainteresiran, da to zlepi skupaj. In Robertu Golobu to ne gre najboljš. Premalo je govoriti o tem samo, da hočeš vlado. Treba je delati poteze
v to smer, se pravi vlado narodne enotnosti. Lahko mogoče v tem kontekstu, kar je dejal gospod Lukšič, vidimo tudi ta današnji poziv Janeza Janše na protestni shod proti korupciji v petek o 15. uri, na dan, ko bodo v parlamentu volili novega predsednika državnega zbora. Te volitve običajno že zarišejo morebitne nove odnose, kako naj bi se politika odločala. Vsaj v preteklosti so. Poglejte, jaz pričakujem, da bo vsaj SDS v petek poskušala glasovati proti potrditvi mandatov. To je verjetno ne bo uspelo. Šel sem pogledati Poslovnik Državnega zbora, namreč v primeru, da se potrjuje mandate, ki niso sporni, se jih potrjuje v paketu. Ko se pa potrjuje mandate, ki niso sporni, se potrjuje posameznika in zgolj tisti posameznik o tem ne sme glasovati. In nekako tudi zato ni večine, da bi recimo na ta način volitve razveljavili. Verjetno je ta protestni shod v podporo temu. Poleg tega, čeprav sem sam do tega skeptičen, je tako napet čas, kot ga imamo zdaj, lahko iz povolilnega zelo hitro zopet predvolilni in je potrebno svoje volivke in volivce držati nekako v pripravljenosti, v motivirane, da zopet odidejo na volitve in te podprejo. Zdaj, zelo zanimivo bo opazovati predvsem izvolitev predsednika državnega zbora, kar tukaj mi je padlo najprej v oči nekaj nenavadnosti. Zelo jasno se omenja Janeza Ciglerja Kralja. Poglejte, nenavadno je, da stranka, ki ne računa na to, da bo sodelovala v vladi, za predsednika državnega zbora predlaga vodjo poslanske skupine, ne pa svojega predsednika. Spomnimo se, leta 2018, v času, ko se je potem kasneje oblikovala Šarčeva vlada, je bil dogovor sklenjen, da Nova Slovenija dobi mesto predsednika državnega zbora začasno, dokler se ne uredijo koalicijska razmerja, in takrat je v to vlogo vstopil, kot je logično, Matej Tonin, ki je bil takrat predsednik. Skratka, ker je to predlagal druga stvar je, da to ne predlaga, da tega ne komunicira z javnostjo Vrtovec kot predsednik največje stranke v tem trojčku, ampak komunicira o tem Lotrič in ga nihče ne demantira. To kaže na to, da Jernej Vrtovec ve nekaj morda ali sluti nekaj več, kot slutimo mi, in da se nekako pripravlja, da bo vstopil v vlado, v neko vlado pač, verjetno v desno-sredinsko. Skratka, v tem primeru se ne predlaga za predsednika državnega zbora, ker te čaka ministrsko mesto. Kako vi vidite ta poziv Janše na proteste proti korupciji na dan ustanovne seje državnega zbora? Glede na to, kako Janšo poznamo in poznamo tudi njegovo volilno telo, je bilo pričakovati, da bo stopnjeval radikalizacijo. Zdaj, težava je v tem, veste, da na tej strani, se pravi predvsem predsednik vlade, ni naredil nič, da bi ga deradikaliziral. Janša bo to stopnjeval, Janša bo to delal, Janša bo potem, če hočete, naprej tudi zakon o vladi. Zdaj ima vlada, 20-21 ministrov, ga bo spet peljal na referendum in spet na ustavno sodišče in tako naprej. Se pravi, ta vlada, tudi če bo kdaj postavljena, Roberta Goloba, bo imela težave z Janšo naprej. In predsednik vlade oziroma Robert Golob se z Janšo noče pogovarjati. In to enostavno dolgoročno ni dobro ne za Slovenijo, ne za njegovo vlado, ki bo še bolj krhka, če bo do nje sploh prišlo. Kaj vi pravite, in ali obstaja možnost, da Janša sestavi vlado, oziroma so v taki poziciji razmerja vse to, kar sta povedala, možne tudi predčasne volitve? Zdaj, Janez Janša lahko sestavi vlado zopet enako kot Robert Golob, odločal bo tukaj Zoran Stevanović. Namreč ne verjamem, da bi Levica ali SD se priključila vladi Janeza Janše. Levica sploh ne. Tudi zanimivo bi opozoril še eno zadevo. V tem razrezu ministerskih položajev, ki jih je podal Robert Golob, kdor podrobno pogleda, on je sicer komuniciral, ponudili smo tako sestavo, v kateri Gibanje Svoboda nima večine, pa vendarle, videli smo, da sta bila Robert Golob in Luka Mesec zelo tesen tandem. Tudi ko se je zgodil tisti uboj v Novem mestu, takrat so morali odstopiti ministri, ni pa bilo potrebno oziroma zaščitilo se je Luko Meseca, ki je bil odgovoren za romsko problematiko, in če pogledamo ta razrez, v njem se skriva morda odgovor, kaj Robert Golob želi. Skupaj z Levico ima 9 od 16 ministrov, kar pomeni, da obvladuje celotno vlado. Druga stvar, ki se mi pa tukaj zdi zelo taka malce, bom rekel, podobna kraju in kupčijam, je,
da ponudiš položaje, brez da bi se pogovarjal o vsebini. Robert Golob bi namreč najprej moral razkriti svoje programske točke, ko bi tukaj zbližal stališča, kaj ta Slovenija resnično potrebuje, potem nekako razdeliti ministerske položaje, pri čemer menim, glede na vse predvolilno dogajanje, da sta ključna predvsem dva položaja, to je notranje ministrstvo in pravosodno ministrstvo. Če tega ne bi zavzele neke stranke, ki niso omadeževane s korupcijo, potem korupcije v tej državi ne bomo zmogli začeti razvozlavati. Se strinjate s tem in kakšne so po vašem mnenju možnosti, da Janez Janša oblikuje vlado? Jaz mislim, da bi se morali začeti pogovarjati najprej, tako kot je kolega Gregorčič rekel, o vsebini. Zdaj je preveč nekako očitno, veste, da gre samo za kupčkanje med položaji. In Roberta Goloba so nekako stisnili in tudi sam sprejema to vlogo, kot da gre samo za to. Danes je sicer priložil tudi nekaj 7 oziroma 10 prioritet, ampak to, veste, je v primerjavi s tem, kar je Slovenija do zdaj poznala. Se pravi, da je vladajoča stranka že šla na volitve z nekim programom, ki je bil osnova potem za koalicijsko pogodbo. Tega v tem primeru nismo videli. Smo zelo blizu temu, kar je bilo pri Zoranu Jankoviću, ki je nekako rekel, program sem jaz. In to je enostavno premalo za to, da večstrankarski prostor živi. Tako da, ko sprašujete, ali je varianta, da Janša sestavi vlado, v tem trenutku je Janša v prednosti. Zakaj? Zato, ker čaka, a veste, igra svojo vlogo, ima za sabo neko vehemenco, po kateri ga vsi poznamo, in predvsem zato, ker Golob ne dela korakov, ki bi njemu omogočil sestavo vlade. Se pravi, Janša bo ne zaradi lastne sposobnosti, ne, ampak zaradi tega, ker mu bo Robert Golob dal mandat v roke. Najlepša hvala. Imate še za zaključek? Samo eno stvar bi še dejal, tukaj se povsem strinjam z Igorjem, morda gre zgolj za igro, da bi neke posameznike znotraj strank, ki bi se videli na ministerskih mestih, povzročil nek notranji razkol, pa vendarle mislim, da so stvari preveč polarizirane, da bi mu to uspelo. In kar je povsem nespodobno je to, da je Robert Golob, vi ste poročali v zadnjih dneh, nekako dejal, da je koalicijska pogodba nadaljevanje prejšnje koalicijske pogodbe. Nova Slovenija, opozicijske stranke pa so povedali, da je bila prejšnja smer napačna. Zato tukaj jaz tudi menim, da Robert Golob bo na ta način zelo težko sestavil neko operativno vlado. Bomo torej videli, kako se bo šlo. Najlepša hvala obema za tale mnenja. Hvala. Hvala.